spoštovanemu predsedniku Državnega zbora naslavljamo apel, da odgovori na nekatera vprašanja, ki so ostala nerazčiščena. Prosimo ga, da najprej zagotovi odgovore začasne predsednice Vrhovnega sodišča in ministra za pravosodje, kot tudi kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča na naslednji vprašanji. Najprej, kateri javno objavljeni zakon iz tistega časa je nekdanji jugoslovanski vojski dovoljeval streljanje in na ilegale pribežnike na meji, zlasti na tiste, ki so bežali iz nekdanje Jugoslavije v tujino. Prosimo za konkretno navedbo tega predpisa in člena. Drugo vprašanje. Kakšno vlogo so pri tem po javno objavljenih predpisih imeli takratni preiskovalni sodniki in tožilci? In kakšne so bile njihove naloge? Poleg tega pa seveda prosimo dodatno predsednika Državnega zbora, da zagotovi še dodatne odgovore kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča na naslednja vprašanja. Kakšen je bil konkretni epilog dogodka, ki mu je prisostvoval, kakor je javno potrdil? To naj bi se po gradivih, ki so ta trenutek na razpolago, zgodili 7. julija 1984. Kakšni postopki so bili sproženi proti vojaku, ki je omenjeno osebo ubil in zoper njegove nadrejene? Kako in pred katerimi sodišči je bil ta primer zaključen? O primeru pa, da kandidat o tem ne ve nič, ga pa seveda sprašujemo, ali je po takrat veljavnih predpisih ne le kot preiskovalni sodnik, ampak tudi kot državljan prijavil kaznivo dejanje umora in komu ga je prijavil. Odgovori na ta vprašanja so ključnega pomena, tudi v luči navedbe občne seje Vrhovnega sodišča, ki naj bi preteklosti kandidata, tako kot so zatrjevali, že razčiščila. Prav tako so ti odgovori na vprašanje ključnega pomena z vidika trditve ministra za pravosodje, da so bila vsa dejstva z ravnanjem kandidata že razčiščena in že pojasnjena. Dokler javnost ne prejme popolnih odgovorov na vsa navedena vprašanja, menimo, da pomisleki, ki se pojavljajo ob izvolitvi predsednika Vrhovnega sodišča, niso dovolj razčiščeni. Nenazadnje, tudi je treba opozoriti na dejstvo, da se zelo verjetno podatki o tem nahajajo v neki tuji državi in je nemogoče, da bi nosilec najvišje funkcije sodnosti v državi bil pod hipoteko, da se o njem vodijo potencialno, seveda govorim, to je hipotetično, podatki o ravnanjih preiskovalnih sodnikov, konkretno tudi njega v neki drugi državi. To seveda ne samo, da meče zelo težko luč na institucijo, nesprejemljivo luč na podobo institucije pravosodnega sistema, ki ga simbolno predstavlja predsednik Vrhovnega sodišča, ampak seveda tudi vzbuja dvom o možnosti izsiljevanja se strani tuje države. Zato je nujno, da se vsa ta vprašanja pač pojasnijo.